Jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Ja, dogodek moramo snemati zaradi tega, ker je organiziran v okviru evropskega razpisa, evropskega projekta. Bomo pa na koncu kamero tudi izklopili, pa lahko gremo tudi na kakšne bolj specifične vprašanja, ki jih boste imeli, ki jih ne bi želeli, da se delijo pač naprej po drugih platformah in tako naprej. Saj ne bomo dejansko nič delili, samo arhivirati moramo za namen projekta. Zdaj, danes se bomo fokusirali majčkeno bolj na področje zdravja, čeprav določeni razpisi niso vezani, večja mera razpisov ni vezana, ni specificirana prav samo za uporabo oziroma za sektor zdravja. Pa bom čisto na kratko najprej sam DigiSi predstavila, ampak res čisto na kratko, ko vem, da ste nekateri bili že prej, pa ste že od Tanje poslušali, ampak sem tukaj, da vam razložim. Torej, današnji dogodek pa in pomoč pri pripravi razpisov nam omogočamo preko aktualnega projekta DigiSi, ki pač katerega cilj je pomagati slovenskim podjetjem pri digitalni transformaciji in tukaj pač pomagamo na 4 strateških področjih, na področju proizvodnje, kmetijstva, zdravstva pa turizma. Zdaj, cilj je pač v naslednjih letih zvišati digitalno zrelost za 10 do 20%. Tukaj so naši partnerji, saj sem rekla, zelo na hitro grem čez. In danes se ukvarjamo z financiranjem oziroma odprtimi priložnostmi, ki jih imamo na področju EU razpisov. V ospredje bomo postavili kaskadne razpise pa Digital Europe program. Ker pa sem v zadnjem parih mesecih hodila naokrog in kar nekatera podjetja ste mi izpostavila, da bi vas zanimali tudi internet oziroma čezmejna sodelovanja, sem za par slajdov vključila tudi te razpise, pa jih bomo pol tudi predstavili. Torej, zdaj na hitro, v Evropi imamo pač, na področju evropskih sredstev imamo precej različne programske sheme. Eni so vezani na teritorije, torej na države, na regije, eni so vezani na sektorje in najbolj znan, po mojem ste že vsi slišali, je pač Horizon. Horizon Europe je v večji meri namenjen za raziskave in razvoj in tukaj so tudi največji uporabniki raziskovalne organizacije. So pa tudi znotraj Horizona posamezni projekti, ki so bolj tarčno namenjeni podjetjem. Ki so namenjene, podjetjem za razvoj novih produktov. In med vsemi je najbolj znan, po mojem, ravno EIC akcelerator. Mi ga načeloma ne promoviramo preveč radi, zaradi tega, ker je to izredno zahteven razpis, ki ga je Evropa dejansko vzpostavila za financiranje bodočih unicornov. Tako da v sam ta razpis ponavadi napotimo podjetja, ki imajo res povsem groundbreaking novost, ki bo, oziroma kakor so oni izpostavili, innovative game-changing product, service or business model, ki bi pač disruptiral evropski ali mednarodni trg. In oni pač tukaj izgledajo, iščejo, kako sem prej omenila, nove unicorne, zato pa ponujajo do 2,5 milijona oziroma v kasnejših fazah tudi do 10-milijonsko investicijo. Trenutni rok je 3. oktobra, ker se v tem najdete, seveda vabljeni za pripravo samega razpisa. Mi vam lahko tudi pomagamo tekom prijave, je pa zelo zahtevna
zelo zahtevna dokumentacija in tudi potem samo ocenjevanje. Mislim, da na leto dobijo okrog 300-400 prijav, pozitivno vrednotenih je pa tam 10 do 15, torej procent uspešnosti zelo, zelo nizek. Letošnji izzivi so, vsako leto izberejo določene tematske izzive in torej se morate tudi znotraj razpisa identificirati na enega izmed njih. Če vaša rešitev ne naslavlja nobenega od teh, boste imeli precej manjšo količino točk. Pa so pa v evropski shemi še kaskadni projekti, ki jih pa imamo mi precej rajši, pa so tudi veliko bolj dosegljivi za sama podjetja. In sicer tukaj gre za različne projekte, ki jih prijavljajo konzorciji partnerjev, v katere lahko spašemo tudi tehnološki parki, univerze, kakšne industrijske mreže in mi, bom rekel, v prvi fazi spišemo določen projekt, v katerem že predvidimo, da bomo določen procent financiranja namenili novim manjšim projektom, ki bojo pač namenjena za sama podjetja. Pred kratkim smo imeli v Tehnološkem parku v Ljubljani tovrsten projekt Urban Tech, kjer smo pa 5 milijonov sredstev pol namenili za 80 manjših torej 80 startupov, ki so razvijali rešitve na področju zdravja, zelenih tehnologij pa pametnih mest. Imeli smo odprt poziv, hackathon in potem so lahko podjetja se prijavljala naprej na naslednje faze. Ko potekajo, na podoben princip potekajo tudi drugi razpisi. Verjetno ste se kje zasledili, kot smo omenili Cascade Funding, to je to. Lahko se pozivi oziroma open calli so lahko omejeni na enkrat, dvakrat ali pa do trikrat, to čisto odvisno, kakšen projekt so si zamislili. In prijavljene organizacije lahko prejmejo finančno ali pa vsebinsko in tehnološko podporo. Zdaj, ti kaskadni razpisi žal nikjer nimamo. Zelo pogosto vprašanje je, kje jih lahko najdemo, in žal ni enega portala, ki bi lahko vse naenkrat videl. Tule je potrebno kar dosti brskanja in danes sem vam jih pripravila ene 3-4, ki so trenutno ali pa že odprti ali pa bojo v prihodnjih mesecih, pa vam lahko pridejo prav pri vašem razvoju. Prvi takšen je Nebulus, to je trenutno odprt razpis. Odprt je prva faza, odprt je prvi razpis, ki se bo še ponovil konec leta ali pa celo naslednje leto. Tako da lahko trenutno preizkusite, pa se pa še enkrat prijavite, če bo še imeli. Namenjen pa je za validacijo oblačne arhitekture. Torej, za vse vas, ko razvijate kakšne inovativne rešitve in se poslužujete tehnologij v oblaku, zna biti to primeren razpis. V prvi fazi bo torej financiranje je do 150,000 evrov na projekt. V projektu morata biti dva partnerja. Gre za 7-mesečne implementacijske programe oziroma projekte, torej tematski izzivi, ki jih morate naslavljati, so lahko workflow application, IoT application, serverless application in open challenge. Bom rekla tako, da iz prakse so to zelo open, zelo odprti izzivi in vam lahko omogočajo, da se najdete v marsikateri od njih oziroma upravičite vašo ali inovacijo ali vaš testni projekt znotraj katerega od teh. Sama prijava je izredno kratka, 10 strani in oddaja se preko F6S platforme. Projekt
torej razpisana sredstva pa lahko pokrivajo stroške osebja, pa tudi potrebne stroške za izvedbo, kot so nakup programske ali pa strojne opreme. To je zelo dobrodošlo, ker se dostikrat kakšni projekti, kakšni razpisi fokusirajo izključno samo na stroške osebja, ne morete pa v okviru tega kupiti še kakršnokoli drugo dodatno opremo, ja, strojno, programsko. Tako da Nebulus je, kot rečeno, še enkrat, prvi rok je 17. april, pol se bo še pa enkrat ponovil. Je majčkeno drugačno zastavljen projekt v 3 fazah, ki so vam jih že oni sami predstavili. Implementacija, razvoj pa potem še demonstracija. Tako da morate pač vašo projektno prijavo morate temu pač prilagoditi, da bo ustrezna. To pa celo predstavitev z vsemi linki dobite pol tudi na mail, tako da boste lahko poklikali pa prebrali še več, ker trenutno sem zbrala samo ključne informacije, tako da vidite, če je to dejansko en razpis, ki je primeren za vas v interesu in pa lahko greste sami ali pa gremo tudi skupaj skozi samo prijavnico. Samo da še dodam ljudi. Torej, naslednji projekt je iRegio. iRegio je namenjen za proizvodnje MSP-ja. Ne vem, če je mogoče kakšen med vami, zdaj nisem čisto ziher, ker je kar nekaj novih ljudi. Torej, iRegio razpis za iRegio se bo najavil v oktobru, rok za oddajo pa bo decembra. Izbranih bo 10 projektov, ki bojo lahko dobili do 60 000 evrov sofinanciranja. Profitne organizacije, ker je večina MSP-jev, lahko financira do 60% projekta, neprofitne pa torej, to je lahko namenjeno za 60% sofinanciranja za profitne organizacije ali za neprofitne, 100% za neprofitne. Eksperimenti, ki jih izvajate v okviru iRegija, lahko trajajo predvidoma do 8 mesecev, pa podizvajalci so tudi dovoljeni. Kakor sem omenila, gre za razpis, ki omogoča proizvodnjim MSP-jem implementirati nove AI tehnologije. Tako da tudi v primeru, če ste vi, se dostikrat ne vidi, torej večkrat se soočamo, da startup se ne identificira s primarno izpostavljenim prejemnikom projektnega financiranja. Vi se lahko zraven tudi priključite v ta projekt kot ponudnik tehnologije. Tako da v primeru, da imate določeno rešitev, ki bi jo lahko implementiral proizvodnji MSP, se vi lahko v sam projekt priključite kot ponudnik tehnologije. V tem primeru pač sami poiščite že lahko izkoristite zelo naslednje pol leta, da najdete kakšne proizvodne MSP-je, ki bi bili vaši strateški partnerji in se skupaj prijavite potem na iRegio. To smo imeli, mislim, da pred kakšno leto, 2 nazaj, ko smo imeli, ko so se k nam prijavili startup podjetje, ki je razvilo sisteme za izboljšanje operativnih procesov v tovarnah, ampak oni niso mogli zaprositi za finančna sredstva za pilotiranje, so pa lahko njihovi partnerji, tako da so dejansko tovarna tovarna se je prijavila na sam projekt in ta startup z že razvitim softverjem pa se je zraven prijavil kot ponudnik tehnologije. Tako da pač razmislite obojestransko, včasih ste mogoče lahko sami bolj subcontracting partner, kot pa ne pa partner, ki prijavlja sam projekt. Naslednji projekt je Eureka, ni kaskadni razpis, je pa po mojem precej znan raziskovalno-razvojni razpis, raziskovalno-razvojni projekti.
namenjene za produkte, procese pa storitve, ki imajo večjo komercialno prihodnost. Trenutno se glih končuje prvi, mislim, da jutri ima rok za oddajo, in pol naslednji open call bo med julijem in septembrom, predvideni rezultati pa decembra. Pardon. Eureka je majčkeno posebna finančna shema, saj se morata v sodelovanje združiti vsaj dva partnerja iz Eureka seznama držav, to so v glavnem člani Evropske unije, pa tudi Kanada, Singapur, Južna Koreja, Južna Afrika, mislim pa, da Argentina še pride zraven, tako da tukaj lahko ta projekt vam lahko pride prav, če gradite kakšno čezmejno sodelovanje, kakšno mednarodno sodelovanje tudi izven same Evrope. Projekt lahko traja največ 36 mesecev, pa vodja konzorcija mora biti MSP, torej malo ali srednje veliko podjetje, ne more biti pa raziskovalna inštitucija, univerza ali pa še podobna javna inštitucija. Za slovenska podjetja tudi velja, da morajo najprej prijavo dobiti potrjeno na ravni mednarodne pobude, nato pa se prijavite še na nacionalni razpis. Zdaj, v lanskem letu tega nacionalnega razpisa ni bilo, letos pa spet bo. Žal pa še ni javno oznanjeno, kdaj točno bo. Samo ministrstvo je že najavilo, da ta sredstva bodo prišla, mislim, da okrog 10 milijonov dejansko za naslednje 2 leti namenjeno za EUROSARS projekte. En tudi majčkeno bolj poseben razpis, ki ga dostikrat naša podjetja niti ne opazijo, pa se pojavlja vsako leto, je Eureka Innovate. Ta je izredno dober za širjenje na tuje trge izven Evrope. Lahko ga izkoristite že v času samega razvoja ali pa potem, ko že imate produkt pripravljen in bi ga radi potrdili na določenem tujem trgu. Dobite lahko do 60 000 evrov za oceno izvedljivosti raziskovalnih in komercialnih ambicij na mednarodnih trgih. In ta finančna podpora ni namenjena vam, ampak je pravzaprav namenjena, da jo vi porabite za neke tuje izvajalce in partnerje, ki vam bojo pomagali pripraviti študijo, vam bojo šli na trg, preverili, ne vem, razvijete neko določeno, če razvijete nov produkt za dentalno medicino, da vam ta vaš partner, na primer, v Ameriki preveri, kakšno je že trenutno stanje v Ameriki na tem specifičnem področju, kateri produkti se uporabljajo, kakšna je njihova cena, vam že malo preverja, koliko je sploh primeren mogoče ta trg za vas. In vi lahko pač definirate različne trge znotraj Afrike, Amerike, Azije in Oceanije, torej karkoli ne EU. In namenjeno je pač temu, da vi preden investirate preveč denarja za osvajanje specifičnega trga, to pač že prej preverite. Smo pa lani opazili, da se precej časa izgubi pri iskanju teh partnerjev, zato je smiselno, da vi že, če bi želeli na ta razpis, se prijavljati na ta razpis letos jeseni, dajte že čez poletje ali pa že malo prej iskati tovrstne partnerje, rabite potem njihovo podpisano izjavo za sodelovanje, in to ponavadi res 2-3 tedne pred samim razpisnim rokom ne moremo vse skupaj izpeljati. Smo pa zaenkrat od naših podjetij, ki pa so sredstva že prejela, slišali, da so ta razpis in ta sistem izredno pohvalili, ker jim je pač pomagal preveriti izbrane trge, ali je pač sploh smiselno iti odpirati, ali
oziroma so ugotovili, da je mogoče kakšen drug trg bolj primeren zanje, kakor tisto, ko so ga najprej mislili, za katerega so najprej ne pričakovali. Kot pa rečeno, jaz pa vsako leto ponovite, če letos še niste pripravljeni za ta razpis, se lahko prijavljate pa potem naslednje leto. Ljubljanski univerzitetni inkubator nam je poslal informacijo o razpisu DigiVitality, in sicer oni sodelujejo v konzorciju na območju centralne Evrope in omogočajo program, akceleratorski program znotraj področja Digital Health, kjer pa v samem konzorciju sodeluje več različnih bolnišnic in vam v okviru projekta lahko pomagajo pri testiranju ali v fazi proof of concept ali že v samem prototipiranju oziroma že mogoče sami implementaciji vaše rešitve. Edine zahteve, ki so, da je podjetje bazirano v centralnem delu EU-ja, kar Slovenija paše zraven. Podjetje mora biti staro manj kot 7 let, ter morate imeti interes za sodelovanje z samimi zdravstvenimi inštitucijami, torej za odprto inoviranje. Tukaj smo predstavili tudi njihov krajši timeline. V projektu DigiVitality ne ponujajo finančnih sredstev, vam pa ponujajo direktno pomoč. Tako da to vam pride prav, če rabite kakšno dodatno potrditev vaše same rešitve, če bi ki vam bo lažje potem pomagala pri sami prodaji, prodoru na tuje trge. Je pa prijava, prijave zbirajo do 17. marca. Dajte si napisati, če vam je to bilo v interesu. Več informacij imate pa na spletni strani od Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja. Torej, naslednja priložnost je spet malo drugačna. Gre za Procure for Health projekt, ki omogoča twinning akcije med javnimi in zasebnimi naročniki, ki delujejo na področju zagotavljanja zdravstvene in socialne oskrbe. To so pravzaprav zdravstveni domovi, bolnice, klinike in tako naprej. Da vam izpostavljam danes tale projekt torej za ta razpis ni mišljeno, da ste prejemniki pravzaprav podjetja, ampak ja, kot sem rekla, so zdravstvene ambulante, klinike, bolnice. Ampak smo imeli en podoben primer lansko leto, ko je naš startup razvil sistem za imaging sistem, ki ga je testirala naša onkološka klinika v Ljubljani, Onkološki inštitut v Ljubljani, in so želeli isto zadevo ponoviti še v kakšni drugi tuji državi. In nam je podoben projekt pomagal, da smo poiskali partnerje, da se je zadeva ponovila še, oziroma zdaj planirali smo ponoviti še v Estoniji, ker bi jim to dodatno omogočilo proof of concept njihove rešitve. Tako da to je en razpis, ki vam lahko mogoče pomaga pri odpiranju novih trgov, pri iskanju novih ponudnikov oziroma novim strankam ponudite, da skozi skozi Procure for Health testirajo vaše rešitve. Oni lahko dobijo do 30.000 evrov lump sum financiranja. Tukaj ni, torej, kadar gre za lump sum financiranje, ne potrebujejo beležiti delovnih ur, poročati računov, ponudb in tako naprej, ampak je pomemben pač rezultat, ki ga predstavijo v sami projektni prijavi. Tako da je gre za zelo kratko prijavo. V primeru, da se vi že pogovarjate na primer z neko bolnico v Avstriji, da bi testirala vašo rešitev, pa se bolnica zaenkrat dosti izogibala, zato ker ni imela
ni imela internih resursov za tovrstno testiranje, se lahko skozi projekt Procure for Health prijavi slovenska bolnišnica pa avstrijska bolnišnica in skozi študije, študijske obiske, konference, srečanja z lokalnimi deležniki in podobnimi dogodki, ki smo jih vam tukaj tudi našteli, lahko dejansko si financirajo torej izmenjavo izkušenj, samo testiranje, pa tudi implementacijo vaše rešitve. Ne vem, a je bilo to jasno, kako sem malo je težko opisati, ker ni za en tak tipičen primer. Ni en tak tipičen razpis, lahko pa pomaga, in tudi zaradi tega, ker ni tipičen razpis, se večinoma ne prijavlja veliko ljudi oziroma veliko organizacij nanje in so zato tudi dosti lažje dostopni so in lahko vam ful pomagajo, če rabite neke potrditve še na drugih trgih, da vam bojo lažje odpiralo vrata pol za naprej. Tako da v takem primeru vam pač priporočam Procure for Health. Tako, zdaj bomo se še pa na hitro bomo pogledali še Interreg programsko shemo. Mislim, da ste prej rekli, da se še ni noben prijavljal na Interreg. Interreg programi so pa namenjeni čezmejnemu sodelovanju. Zdaj Slovenija meji na 4 države in zato imamo 4 čezmejna možna sodelovanja, torej Slovenija, Italija, Slovenija, Avstrija, Slovenija, Hrvaška, Slovenija, Madžarska. Mi načeloma do zdaj nismo preveč promovirali Interreg shem med samimi podjetji, ker so v večji meri precej bolj zahtevna za prijavo, za poročanje, precej bolj so pripravljena s fokusom na, da se nanje prijavljajo regijske agencije, tehnološki parki, univerze, torej bolj tovrstne organizacije. Smo pa opazili že parkrat, da mogoče pozabljamo, da pa pri posameznih segmentih Interreg projektov pa lahko podjetja ali dobijo sofinanciranje za razvoj nekih svojih, torej za izboljšanje svojih storitev ali pa produktov, za testiranje svojih produktov oziroma za samo demonstracijo. Zdaj, v takem primeru potem podjetja ponavadi niso partner skozi celoten projekt, torej kot smo tukaj prikazali, če gremo majčkeno nazaj, imamo možnost sodelovanja na standardnih projektih ali pa krajših projektih in sodeluje ponavadi med 5 do 12 partnerjev in podjetje lahko zavzame manjšo vlogo kot partner, ne rabi biti skozi celoten projekt angažiran. In mi smo imeli v lanskem letu primer, ko nas je pravzaprav kontaktiralo podjetje iz Italije, ki razvijajo nov sistem za spet onkološke paciente, res imamo veliko projektov na tem področju. Torej, oni razvijajo novo rešitev na področju onkologije in so potrebovali partnerja v Sloveniji, ki bi pomagal, ki bi povezal na slovenski strani onkološki inštitut, imel dostop do zdravnikov ter bi pomagal tudi pri sami promociji tega projekta. Na drugi strani so pa v Italiji bili partnerji to podjetje, ki je podpiralo razvoj. Bila je ena večja bolnišnica, kjer so tudi testirali njihove rešitve in ponovno je bil zraven partner še njihov tehnološki park, ki je pomagal pri sami promociji, povezovanju vseh deležnikov in tako naprej.
Imeli smo torej en produkt, ki se bo testiral tako v Italiji kot v Sloveniji. In torej skozi Interreg projekt bo podjetje zdaj njihovo rešitev testiral v bolnišnici v Italiji, pa v Onkološkem inštitutu v Sloveniji in hkrati lahko primerjajo rezultate, sofinancirano ima pa pravzaprav cel razvoj skozi ta projekt. Zdaj, če bi se našli če vas zanimajo tovrstno čezmejno sodelovanje, je najprej treba pogledati, v katero regijo pravzaprav sploh spadate. To je odvisno, kje je registrirano vaše podjetje. Zato imamo tukaj to skico same Slovenije, kjer se lahko vidi, kateri Interreg projekti sploh pridejo v poštev. Dobra novica je, da Osrednjeslovenska spada praktično povsod. Osrednjeslovenska regija spada pod vse štiri programe, medtem ko na primer za Slovenijo in Madžarsko pride v poštev samo Podravska pa Pomurska, za Slovenijo, Hrvaško pa pride Pomurska, Podravska, Savinjska, Posavska, Jugovzhodna, Primorska ter obalna Kraška in tako naprej. Zdaj pa odvisno, na katerem področju ste, na tiste Interreg sheme se lahko sploh prijavljate. In trenutno nimamo točnih datumov odprtih razpisov, ampak bojo znani v drugi polovici 2024. Tako da v tem primeru predlagamo, da se malo posvetujete lahko tudi z nami, lahko interno, kakšen projekt bi mogoče bil smiseln za vas, da ga testirate ali pa implementirate v Sloveniji, pa še v čezmejnem območju, pa kakšne partnerje boste potrebovali, tukaj smo vam lahko pač tudi v pomoč. Gre pa samo nekaj, še eno. Torej okvirne dolžine sem tudi tam že predstavila in okvirna projektna sredstva, ki so pa čezmejni projekti sofinancirani samo 70 do 75%. Tukaj ne gre za 100% financiranje razvoja. Tako da to morate tudi pol upoštevati pri samem oblikovanju projekta. Zdaj, pri Interreg programih se moramo vedno nanašati na vnaprej določene cilje oziroma prioritete, vnaprej določene njihove prioritete in žal sem glih danes ugotovila, da v resnici na segmentu Slovenije-Italije se je znotraj specifičnega cilja razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij so se že porabila vsa sredstva. To je bil pravzaprav tudi ta segment, na katerega so se največkrat prijavljala naša podjetja zraven, ker pač je šlo tudi za uvajanje nekih novih naprednih tehnologij. Lahko se zgodi, da bojo po poletju preračunali in še našli, ko bojo tekom poletja bojo ponovno preračunali dana sredstva in bojo tudi videli, koliko je še kje ostalo, mogoče bo prišlo do kakšnih menjav, bojo kakšna druga področja odstranili in bojo pač dodali še več na te. Ampak to se dejansko, tega ne moremo nadzirati, to lahko kvečjemu še tekom poletja
enkrat preverimo, pa se takrat slišimo tudi 1 na 1, ker čisto odvisno od vas, kaj vas bo dejansko zdaj najbolj zanimalo. Interreg programi so precej kompleksni in jih tudi nismo želeli danes iti čez vse skupaj. Smo hoteli pokazati samo kot neke splošne smernice, kaj je sploh možno, v kakšnem primeru so lahko za vas uporabna. Pa predlagam, da se slišimo 1 na 1, kolikor ste se v katerem pač opazili, pa bi radi šli v kakšen napreden, v kakšen razvojni projekt kratke slike. Zdaj pa smešno vas pogledala. Pa me samo zanima, a se kdo od vas zanašal v kakšnem predlaganih razpisov? Takoj naslednji korak je, da se lotimo samega oblikovanja projektne ideje, kako se pripravimo, kakšni so hakeljci oziroma kako pač izboljšati razpisno dokumentacijo, da lahko dejansko konkurirate na samem razpisu. Mi bo zelo pomagalo, če vse majčkeno feedbacka dobim. Vse tiho je bilo. Ne bo noben opogumil. A vam je bilo jasno, kako potekajo kaskadni razpisi? Pol bom še predstavila, kje lahko še nove iščete tudi sami, če jih še zdajle mi nismo dejansko identificirali, čeprav mislim, da smo zdajle kar konkretno pregledali vse, kar je zdajle aktualno na področju zdravja ali pa zdravjem povezanih tehnologij, se pa res redno kaskadne razpise ne moramo najti na enem mestu, zato jih moramo kar redno raziskovati, iskati tudi med našimi partnerji. Jaz bi nekaj vprašala, če lahko. Ja. Pardon, prej sem bila ravno tako, nisem uspela. Me zanima o tistih pred Interregom, kar ste predstavljali, mi je potencialno tako na hitro, kar sem slišala, kar nekaj zanimivih. Ampak koliko je pa tam kaj možnosti, veste, da se dobi, koliko je veliko konkurence? A tale Procure for Health, kjer bolnice dobijo financiranje? Tlele, mislim, ne vem, če ravno tle, mislim, a so tudi domovi za starejše, so tudi recimo primerni? To lahko, ker gre za vse organizacije, ki lahko, izvajajo javna naročila, javna naročila, ta kriterije. Tako, lahko so privat, lahko so pa zasebni ali pa javni, ja, tako. Mora biti pa v drugi državi, ne? Mi smo sej. Samo malenkost, mislim, da dejansko ponavadi je tako, da več pik se dobi, kadar gre za čezmejno sodelovanje. Dostikrat se da tudi interno, lokalno, da je samo iz ene regije v drugo, sploh recimo v kakšni Franciji pa v Nemčiji, to še mogoče malo bolj logično, a ne? Ampak izkušnje so nam pokazale, da gre zmeraj bolj za, če gre za mednarodno sodelovanje, bo zmeraj hitreje več pik dobili pri samem ocenjevanju. Ker zdajle prav tegale nisem šla specifično čisto analizirati sam razpise, lahko pol še slišim, ali pa morda greva skupaj čez pa pogledava, če bi to bilo pol. Ja, saj sem imela na meni tako podrobnejše vsako spletno stran od teh razpisov, ki me zanimajo pogledati. Ne veste pa, kakšna je konkurenca recimo pri tem, pa še pri tistih, ki ste jih pred tem predstavili? Precej manjša, kakor je na Interregih. Sej Interreg poznam, mislim, se prijavljamo zdaj, ampak nam piše eni, ki so res specializirani, pa mi smo seveda eden od partnerjev, pa tako naprej, pa bomo svoje področje pokrivali, ker to so res ogromne zadeve.
Ja, Interreg je, mi ponovadi niti nočemo to promovirati, ker se nam zdi, da je ful izguba časa, da je res veliko ene birokracije zraven, čeprav so zdaj, moram priznati, da so pa izboljšali so samo poročanje. Da zdaj vsaj za zunanje stroške, za potovanja in vse tako skupaj ne rabimo več 3 ponudb, ne rabimo poročati vseh teh papirjev ker in če tako je res. tako, saj tukaj so se precej izboljšali in je vse skupaj pol bazirano kot 40%, da torej, če imaš ti svoj budžet 100,000 evrov, do 40% lahko pokrivaš za vse te zunanje stroške in je to, lump sum, oziroma pavšalni znesek se smatra, ja. Tako da s tem so nam res veliko, vam vsem izboljšali, ja. Medtem ko tale Procure for Health in podobni so pa že sami po sebi tako oblikovani, da je precej bolj olajšano poročanje, pa tudi sama prijava, ne, ponavadi ne rabite za tovrstne manjše projekte, ne rabite zunanje pomoči. No, če želite, seveda, zmeraj tega ne bom omejevala, ampak dostikrat, kadar gre za en projekt samo v vrednosti 20, 30, 40 jurjev, se mi zdi, da lahko podjetje samo izpolni, mogoče ne zadnjo minuto, ampak če imaš čas, pa se pripravi. Tako, ja. Tako, tudi tam je zanimivo, recimo InnoWhite, mislim pa še kak prej, no, ampak zdaj, ko sem si malo print screene delala, tako kar mi je bilo zanimivo. Ja, a pa to mora biti, mislim, saj sem razumela, zakaj gre in mi je super, ko mi vstopamo na ameriški trg in ravno to, saj tudi, če bomo šli po investicijo, imamo še neka druga sredstva, ampak pač vedno smo tako na higienski minimumu, kar bi rabili in se borimo za sredstva. In bi bilo super, ne, kdo pa je lahko organizacija ta na drugi strani, to je lahko od, ne vem, marketinška agencija tudi, ali pač, no, neka tam nova primerna za pač naš tip. Ja, zdaj odvisno je od produkta, pa tako, ampak prejšnje leto, ko smo pomagali na drugim startupu, smo iskali, rečemo, distributerja. Torej, partnerje, ki bi jim pač pomagal, ki bi bil zanje smiseln strateški partner tudi kasneje, zato ker takšen pol tudi dejansko hoče preveriti samo stanje v tisti regiji, ne. Oni so z distributerjem so se dogovorili, kateri so njihovi ciljni, torej katere so ciljne stranke, da je z njimi naredil določeno količino intervjujev, videl, kaj že trenutno porabljajo, koliko so pripravljeni za to plačati in pol vse informacije predal nazaj, zato da so lahko naredili benchmark, postavili ceno za ameriški trg in oziroma to zdajle teče, tako da še ne vem, kakšno imajo. Saj mi ravno tega se lotevamo zdaj tako na lastno roko, ne, pač če imaš povezave v Ameriki prav tudi s področja specifičnega, mi recimo stanje v domovih za starejše raziskujemo, ker delamo izobraževanja za njih na področju mentalne oskrbe oseb z demenco. Pač namen je poučevati strokovni kader v domovih za starejše, ampak tam je treba raziskati in tipe certificiranj in vsak state ima drugače, ne da bi vse state, ampak 2 oziroma 3 specifične, kamor bomo šli najprej. Smo se zdaj lotili raziskovanja, ampak pač tako, brez denarja vidiš, da ti noben zelo ne želi, mislim, saj so vsi prijazni, saj vemo, kako to v Ameriki gre. Pa imamo veliko povezav, lahko rečemo, ampak ni dovolj za neko resno raziskovanje brez budžeta, ne. Tale je kar dober, ker je prav temu namenjen, zdaj verjamem, da marsikatero podjetje bi želelo dobiti, pač namenjen je res testiranju oziroma za oceno izvedljivosti oziroma smiselnosti nastopa na dotičen trg, ne. To ni sredstvo za razvoj, to so res samo za širjenje na tuje trge. In zdaj, če ste glih v tej fazi, je pol to super razpis za vas, a ne, ja. Ja, definitivno smo in bi si res želeli pač nekomu dati nekaj denarja, imamo zelo pač jasno izdelana vprašanja, izzive, kakšne informacije želimo dobiti, kaj raziskati, tako da bi bilo idealno.
No, ta bo jeseni, tako da to si lahko kar zacapnete. Ja, saj si Ponavadi bom. tam poleti se enkrat že najavi, mislim, da je bil lani rok konec oktobra, sredi oktobra, no. Tako da je fajn, pa res zelo je smiselno, da se že partnerstvo že prej identificira, da ne Ja, takrat na saj vrat na mislim. nos, ampak da že tudi majčkeno vidite, ali je zaupanje vreden partner in tako naprej, a ne. Kdaj so pa rezultati od tega, se ve pol? Mislim, da je Mislim, bil sem šla na dosti hiter, stran. tako je, na 2 meseca po tistem je že bilo, ja. Tele krajši so prej, interregi, ko so dolgi pa kompleksni, tisti traja ponavadi 3 mesece, pol leta skoraj, ja. Tele so pa ponavadi do 3 mesece, da se že dobijo informacije, ja. Ja. Sam pred januarjem, pol ne, naslednje leto, ne, recimo. Ja, odvisno, če bojo že dali kaj prej rok. Lani je bilo oktobra, zdajle pa ni še pisano točno kdaj. Če bi dali rok že septembra, bi lahko bilo že novembra, recimo, ne. To je čisto odvisno od Eureke, ja, kako bojo hitro to postavili. Aha, a ta Nebulus, mislim, saj sem tudi poslušala vašo razlago, ampak pa ja, da so tudi tako dosti široka področja zajeta, ker mi pa ravno tudi z enim partnerjem pač platformo, ki jo bomo imeli v zadnji za izobraževanje, ne. Ampak ta platforma, mislim, partner jo razvija zelo močno, že tako sami so 2 milijona iskreno not vložili in ni samo nam namenjena, pač to je za tako, jo že tržijo. Ja, ampak želijo pa še razvijati dodatne funkcionalnosti in tako naprej, pač dobro, se tu je še vedno manjši razpis za take načrte, kot jih imajo, ampak mi bi mogli za pač našo uporabo to platformo deloma prilagoditi, da je pol našim potrebam prilagojena. In hkrati bi recimo razvili še neke dodatne feature, ki jih bomo tudi rabili, in zdaj sploh z AI-jem je toliko možnosti. In tudi tukaj imamo zelo dobre partnerje že detektirane, ki bi lahko pač v tem finančnem okviru tako mega stvari naredili. Zelo uporabne. A je ta partner je SMI, je podjetje ali raziskovalna inštitucija? Eno je podjetje, je SMI, eno so pa čist developerji, no, iz Irske, iskreno. Ker AI gledam eksperti. za Nebulus je tako, da se lahko prijavi konzorcij od 2 organizacij, tega mora biti eno SMI, drugo mora biti pa research organization. To sem mogoče malo prehitro prej povedala, ja, nisem tukaj izpostavila. Torej za Nebulus mora biti ta drug partner, če pač gre s to konzorcijo, mora biti research organization, s tem, da še zmeraj mora biti SMI lead, a ne, torej ja. SMI pa lead, ampak max 2 ali jih je lahko tudi več? 2, consortium of maximum of 2, ja, entities. No, okej, mislim, iskreno se lahko tudi mi v ozadju kaj dogovorimo, pa so oni. Ja, to so seveda pa drugi pogovori, ja. Tako, mislim, ker nameravamo verjetno dolgoročno sodelovati in nam je všeč, kar vidimo, pa kar se pogovarjamo. Ja, in če bilo nekaj takega, pa ga še v resnejše dogovore. In tako, in tudi z AI-jem, s tistimi developerji. Ja. Ja, za ta razpis je treba zdaj samo preveriti, kaj oni že imajo in ali je to združljivo z Nebulus, z njihovo oblačno infrastrukturo, arhitekturo, Ja, sej, ali je pa čisto kontra, ker če ste, tukaj je pač od tega odvisno, ja. Ja, se verjamem, to je treba preveriti. A je ta oblačna struktura, mislim, nujno mora biti neka dotična? Mislim, da so tudi 4 področja, sej se pravi, prenavljam. Tematike so dosti open, pa ta 4, ko smo jih prej omenili, ampak v osnovi je šel projekt za validacijo oblačne arhitekture in zdaj treba bi bilo samo pogledati, kako se združujejo, ker po mojem, če se lahko samo združujeta, ni toliko bojo
Je razpis primeren za to, za vaš projekt oziroma za to sodelovanje. V primeru pa, da sta si povsem nasprotna ali pa celo konkurenčna, zna pa biti, da pol ne bi oni to v okviru tega razpisa to pol podprli. Mislim, da bi bilo treba malo specifike pogledati, kaj točno že vaši imajo, pa kaj bi razvijali, ali bi pa mogoče določene stvari od njih samo kopirali noter, testirali, validirali. Ja, no, če nam ne bi bilo dosti, mislim, se lahko pri vas oglasimo tudi po nasvet, če mislim, kakšne stvari ne razumemo dovolj. Dejansko cilj finančne klinike je, da vam jaz predstavim najprej odprte razpise, pol grem še, bom zdaj še nadaljevala, če boste še zraven, še v samo pripravo prijavnice, zato ker smo videli, da je vseeno dobro, da ne naštejemo samo povezave, pa lejte, tle imate to pa to odprto, ampak da gremo tudi malo bolj direktno na same prijavnice, kako se kaj spiše, kaj morate paziti, kaj smo že mi popravljali z drugimi, kako lahko ChatGPT uporabljate, da vam to pomaga, ker v resnici sploh za pripravo projektnih prijav je odličen software, da nam tukaj pač pomaga. Še zmeraj morate sami vedeti, kaj hočete, ampak omogoča pa oblikovanje besed, stavkov in tako naprej. Super, mislim, pa nimam več vprašanj, obljubim. Mislim, se ve zdaj vse te razpise, ki smo obdelali, se ve, koliko je konkurence ali ne? Mislim, če je zelo težko dobiti. Tukaj pogledamo, ne vem, koliko od naših sodelujočih se namerava prijaviti za kakšen razpis. Lani smo imeli predstavitev projektov na XR področju, to je bilo za VR, XR tehnologije in se je že samo iz naše predstavitve ven so se 3-4 prijave generirale, tako da, ampak to je bilo samo na bazi Slovenije, pa še samo našega partnerstva. Pred leti, ko so bili smo imeli kaskadne razpise DigiFed pa kaj so še bili, DigWorld, smo imeli, je bilo tako, da se je iskalo 10 eksperimentov oziroma 10 pilotov, prijavilo se je pa tako 30 podjetij, tako da je 1/3 dejansko bila uspešna. To je bilo kar visoko, Tako da zelo odvisno je, koliko tudi sami partnerji, ki pač imajo te kaskadne razpise, delajo na promociji. Zdaj, eni veliki, eni pa zelo malo. Zato sprašujem, če pač slučajno veste ozadje od tega v njih malo. Edino, ko vem za AI Regio, tak je pa za proizvodnje MSP-ja, sicer ni za vas po mojem sploh primeren, ampak tega v Sloveniji podpira Inštitut Jožefa Štefana in bi se lahko pač pri njih preveril. Tako da to bi bilo rečemo en tak način. Za Eureko je pa tukaj odvisno od leta, včasih je ful veliko, včasih ni nič, spet odvisno je tudi, kadar gre za nacionalni razpis, rečemo, lani ga ni bilo, tako da lani se Slovenci niso prijavljali, ker pomeni, da bo letos več, ampak je prvi rok že bil. Eureka, Eurostars. Ker Eurostars, Innovate pa spet, Innovate je pa res mislim za terjene izven Evropske unije, to pa tudi ne prije vsem prav, tako da jaz sem poznala lansko leto 3, ko so se prijavljali, ampak pol sem vedela sem za 2, ko sta dejansko speljala prijavo in za enega vem, da je dobil, zato pa nisem dobila informacije, je dobil ali ne. Ampak ker so te male vrednosti 60.000 evrov, je kar velika številka, jih ne podprej 10, jih odprej, mislim, da je 100. Si bom prebrala, super, Mislim, čeprav, spet za EU 100 ni tako velika številka, zdaj odvisno pa, kako spet promovirajo, pa tako, kakve prijave pridejo, Mislim, Eurostar, pa jaz vem, tako, ne bi bil malo bolj zahteven, ali je to samo moj občutek?
Eurostars je majčkeno bolj zahteven, ni tako kot EC akcelerator, ta je najbolj, kar se mene tiče. Eurostars je malo manj, pa res je odvisno od leta, kaj se prijavlja tisto leto, to nikoli ne veš. Tudi mi, ko prijavljamo Horizon projekte, lahko isti projekt ponovimo še pol eno leto kasneje, pa takoj dobimo, a eno leto prej se jih je pa toliko drugih prijavljalo in pač ni bilo nobene variante, da dobimo. Zdaj tudi lansko leto, torej 2022 pa 2023, je bil precej večji naval na razpisna sredstva, zaradi tega, ker jih prej 2 leti ni bilo. Tako da zdaj se majčkeno umirja, tudi na Interregih se je že ful zafilalo, mi osebno se ne smemo več prijavljati. Tako da vemo, da je veliko organizacij že zasičenih in se ne bojo več, bo precej manjši naval, ne. Tako da tudi iz tega vidika se to kar pozna. Upam, da bomo mi dobili to, kar, mi se res še ful borimo za sredstva, pač po eni strani nočeš čisto tako investitorjev, da ne vzamejo preveč, ker veš, da jih boš še rabo do bodoče in tako naprej. In pač malo te svobode še želimo, ne, za eno leto. Saj že smo stari 6 let, skratka. Pod za nami in borba, ampak zdaj pa... No, bom pa zdaj šla še naprej z predstavitvijo. In ja, naprej tako, hvala. Pozabila, ja. Super. Vidite moj ekran, mislim, da gre, ja, sharing. Se vidi oblikovanje ideje? Okay. Torej, naslednji korak oziroma segment, ki ga hočemo predstaviti, je pa oblikovanje same projektne ideje. Zdaj, mi se soočamo tukaj največkrat s podjetji, ki ali vidijo en razpis in zdaj poskušajo oblikovati svojo idejo, da bo ustrezala temu dotičnemu razpisu, ali pa imajo že neko projektno idejo in iščejo ta pravi razpis, na katerega bo to pasalo. Da ste v tem drugem segmentu, morate pač, jaz mislim, da vi že vnaprej, da ne čakate na same razpise, ampak da si že dejansko projektne ideje pripravljate na zalogo. V tem primeru svetujemo, da sama ideja naj ustreza strategiji podjetja, da se povezuje z vašimi že obstoječimi dejavnostmi, da vam je jasno, katere koristi pa cilje bi zasledovali v tem projektu, pa da lahko na področju tega potem tudi identificirate primerno strateško partnerstvo. Zdaj vse se sliši mogoče najprej logično, seveda se vsi tega lotimo, ampak na koncu sploh pri startup podjetjih, katere monitoriramo, opažamo, da se dostikrat potem lotijo oblikovanja projekta, zavoljo samega projekta in tistih sredstev in izgubijo nit z samo identiteto podjetja, kaj je vizija, njihove prioritete, k čemu stremijo, a ne. In potem se zgodi tako, da imamo eno leto ta projekt, drugo leto ta projekt in tretje leto ta tretji projekt in na koncu nimajo nobenega konkretnega produkta in ne pride do scalinga oziroma konkretne rasti podjetja. Zdaj, zato svetujemo, da se vedno tovrstne ideje že vnaprej oblikujejo, se pogovorite znotraj in-house, kaj bi radi, kaj želite razvijati, kje vidite priložnosti, greste naokrog tudi s tehnološkim parkom, z univerzo, s podobnimi partnerji, imate moč se pač pogovoriti, pretestirati, da vidite, koliko je
kaj že obstaja na trgu, kaj še ne, kje lahko dejansko prilagodite same priložnosti, kje se lahko prilagodite samim zahtevam in ko vam bo to tudi potem ful bolj pomagalo, da izkoristite projekt za razvoj nečesa, kar boste kasneje trajnostno samo še dograjevali in prodajali naprej. Mi vam bomo delili en tak idejni osnutek, ko vam lahko pač pomaga pri sami definiciji projekta, kaj je problem, ki ga nastavljate, kakšne so glavne aktivnosti projekta, ki si ga ki ste si ga zamislili, pa kaj je končni rezultat, kakšne so evropske smernice, strategije na tem področju. To je zelo pomembno, sploh če razvijate nekaj, kar je Evropa pred kratkim na novo sprejela. Na primer, na področju zdravja se bo zdajle v tem letu veliko dogajalo na področju zdravstvenih podatkov. Tako da prihaja ven Evropski podatkovni prostor in na podlagi tega se bojo iniciirali novi razpisi, ki bojo pač omogočali hkrati in dostop do teh podatkov, do uporabe za testiranje, za razvoj novih storitev, za nadgradnjo že obstoječih produktov in tako naprej. Smiselno je, da veste, pomembno je, da veste, kdo so ključni deležniki oziroma uporabniki, so to zdaj v zdravstvu, je to dom za ostarele, so to negovalci, so to pacienti in a jih rabite že vključiti v sam projekt, da pol tudi temu primerne organizacije kontaktirate, pa kakšen je finančni načrt za ta projekt in kateri bi bili najbolj smiselni strateški partnerji. Pa seveda komunikacija. Torej, vedno, ko se pripravljamo, ko pišemo razpisno dokumentacijo, je zmeraj premalo časa. Ne vem, če smo še kdaj prijavljali projekt, ko bi ga imeli že spisanega in oddanega 1 ali 2 tedna pred samo prijavo. Seveda ne, vedno vse zadnji dan, včasih tudi zadnjo uro. Zato predlagamo, da se določene zadeve lahko že vnaprej, da lahko določene informacije že vnaprej zberete in si jih shranite, da takrat, ko res oddajate razpis, imate že vse pripravljene, samo copy-paste noter v samo prijavnico. To so CV sodelavcev, kratki opisi oziroma njihovo znanje, pa so rezultati že iz preteklih projektov, publikacij, raznih partnerstev, to vam vedno paše samo copy-paste. Pa seveda, da že imate vsaj okvirno določene, s katerimi partnerji bi želeli sodelovati tukaj imam na primeru na EU ravni oziroma bomo se prej z Damjano pogovarjali, če se gre za širjenje v tujino, da že vnaprej iščete, torej za širjenje izven Evropske unije, da že prej iščete strateške partnerje, katerim zaupate, pa boste vedeli, da bojo pridobljena sredstva tudi smotrno uporabila in vam pomagala pri vašem nadaljnjem razvoju oziroma širjenju po tujih trgih. Smiselno je, da preverite tudi Cordis spletno stran. Cordis spletna stran je dobesedno knjižnica za evropske projekte. Gor so zbrani vsi trenutni, aktualni oziroma pretekli projekti in njihovi rezultati. Ta knjižnica vam pride prav zato, da lahko vidite, kaj je že bilo financirano s strani evropskih sredstev in kakšni so bili rezultati, čemu se lahko mogoče vi tudi še izognete oziroma če mislite, da je neka ideja res groundbreaking, disruptivna in tako naprej, lahko preverite, če mogoče pa že ni kdo to prijavil. Zato, da lahko res potrdite, da gre za povsem novo zadevo. Pa včasih vam lahko tudi pomaga, na kakšen način so pretekli, torej druge organizacije predstavile
kakšen problem ali pa ja, kako so obšli kakšni barieri in tako naprej. Pri sestavljanju konzorcija morate zmeraj pač prebrati samo navodila v razpisni dokumentaciji. Včasih gre za solo prijave, je dovolj, da je samo podjetje. V večji meri so vsaj 2 ali 3 partnerji zahtevani. Pri kaskadnih razpisih, kot smo prej videli, sta kar 2. Trenutno so bolj po 2. V prejšnjih letih smo imeli tudi precej 3 ali 4 partnerstva. Pri Horizon projektih gre za precej večja partnerstva, 7 do 12, Interregu pa kar 12 do 16. Tako da tukaj je res pomembno, da ste že vnaprej preberali navodila. Tako pri Horizon in pri Interreg projektih veljajo še nenapisana pravila, katerim pač zmeraj želimo ustreči za čim boljše število pik pri samem ocenjevanju, in sicer, da imamo pester nabor partnerjev, da niso samo univerze, da niso samo raziskovalne inštitucije ali samo SMI, ampak da imamo dejansko iz ene države univerzo, iz druge predstavnika javne uprave, potem so na primer iz 2 držav sta podjetij, in da res taka dobra zdrava mešanica nastane. Paziti tudi treba, da imate partnerje iz različno razvitih držav, da niso zdaj samo Španija, Francija, Belgija pa Slovenija, ampak da se vključi namesto mogoče Belgije raje še Poljsko, torej še vzhodno Evropo. Veliko poudarka se zadnje čase daje tudi Ukrajini, seveda vemo zakaj, in to so pol tiste dodatne prednosti, ki jih ima lahko vaša projektna prijava. Tudi tukaj bom izpostavila, da vam DGC konzorcij lahko pomaga pri iskanju partnerjev skozi naše mreže. Na primer Tehnološki park Ljubljana, mi imamo zelo močno sodelovanje z drugimi tehnološkimi parki v drugih državah, še posebej Avstrija, Belgija pa Skandinavija, tudi v Španiji imamo. Tako da če rabite kdaj kakšne partnerje v teh državah, na splošno, če rabite kakšne partnerje, ne veste, na koga se obrniti, lahko tudi nam pišete, pa bomo mi preko naše mreže poskušali poiskati kakšnega dobrega predstavnika. Seveda vas pa vabimo tudi zmeraj na B2B srečanja, kadar imamo naše dogodke, tudi vabimo predstavnike iz tujine, da se udeležujejo in lahko že vnaprej dejansko se spoznate pa preverite, če ste si če ste smiselni za sodelovanje. Tukaj vam na kratko predstavljam terminologijo, ki se navaja prijavah za evropska sredstva. Ne vem, a gremo čez vse oziroma impact moramo skozi impact pokažemo, kakšen vpliv bomo imeli na long term, na neko daljšo obdobje. Outcome so neki konkretni rezultati v smislu dokumentov, v smislu dogodkov, ki smo jih izvedli skozi projekte. Output so produkti oziroma servisi, ki smo jih oblikovali skozi ta projekt. Activity so seveda aktivnosti, skozi katere pač pridemo do teh rezultatov, in inputi so naši finančni viri, človeški viri oziroma fizični viri, kot so prostori, laboratoriji, sejne sobe in tako naprej. Zdaj, to je zmeraj fino pogledati čisto na začetku same prijavnice, zdaj se tudi Horizon projekti imajo vedno že na začetku prijavnice izpisane te termine in zraven tudi razlago, ker včasih so se majčkeno
Včasih niso bila povsem enaka med Interregom pa med Horizonom, zdaj pa to dejansko daje Evropo vse na isti imenovalnik, torej želi poenotiti celostni sistem, da ne bi prišlo do napačnega razumevanja. Tako, to je, kar se tiče prijave, in zdaj kako dejansko iščemo tudi kako iščemo primerne razpise za nas. Ful je smešen, ampak res največ, kar se mi poslužujemo, torej, ko jaz iščem razpise, ki bi bili primerni za vas, uporabljam Google. In najbolj smiselno je, da v iskalno vrstico dam določene keyworde, ki pač mi najbolj opišejo segment, za katerega se zanimam, in dam in določim objavo v zadnjem mesecu. Na ta način sem našla te za cloud technologies, bolj za procurement for health in tako naprej. V iskalnik dam ponavadi health, cascade funding ali pa health SME, open for poskušate lahko različne keyworde in pol temu primerno tudi najdete, kaj je pač trenutno aktivnega. Zato, ker, kot sem že prej rekla, ni ene spletne strani, na kateri bi našli vse razpise, vse možne razpise. Žal, očitno ni bilo nobeno še to v interesu. Potem, tako imamo danes to DigiKliniko, imamo še za druge sektorje, imamo sploh zelo močni smo na področju agrokulture, če poznate koga, ki se na tem področju išče informacije, išče finančna sredstva, ga prosim napotite na finančne klinike od Agrifooda, Big Agrifood, ker trenutno je tudi daleč največ finančnih sredstev je za to področje, precej več kot za health. Potem Funding and Tenders Portal je od Evropske unije namenjen za Horizon razpise. Vabljeni ga tudi tega lahko spremljate, je pa res, da je ta za projekte večjih vrednosti, torej 1 milijon, 2, 3, 6, 10 in je ponavadi bolj smiseln za razne raziskovalne organizacije, kot pa za neka mala startup podjetja. Zmeraj predlagam tudi, da spremljate Tikopro, objavljajo redno, kateri razpisi so na voljo za podjetja. Zabala je en podoben pisec projektnih prijav, ki deluje v Španiji pa v Franciji, in tudi oni na svojih spletnih straneh objavljajo sproti informacije o kaskadnih razpisih. Zdajle pred kratkim smo odkrili še to na spletno stran Sploro, ki tudi sproti vsak mesec objavljajo določene kaskadne finančne sheme. Ko smo zdajle preverjali, so se tam pravzaprav največ pojavljali za 5G, torej za 5G razpisi, ampak je bilo večji poudarek namenjeni so bili strokovnjakom, ne pa podjetjem, tako da nismo to danes izpostavljali. Potem je platforma za nevladne organizacije, snvoz.si, ki jo lahko spremljate, Eureko smo že danes izpostavili dvakrat, pa Cluster Collaboration EU. Tukaj gre pa za grozne, torej 2 leti nazaj je Evropa dala poseben razpis za vse različne industrijske groste in ti so imeli v lanskem letu veliko odprtih razpisov. Zdajle trenutno nismo videli, da bi karkoli bilo. Mislim, da samo še na 2 ali 3 so, in to na področju gradbeništva pa na področju notranje opreme. Žal to pač nismo videli, da bi bilo karkoli smiselno za vas. Je pa tudi ena spletna stran, ko se lahko redno spremlja, mogoče enkrat na mesec ali pa na 2-3 mesece, pa se bo videlo, kaj se bo prišel še kakšen poseben razpis na tem področju. Mislim,
ja, to je to, kako dejansko lahko iščete še razpise, poleg tega, da nas spremljate, seveda. Mi pa drugače preko mailinga dosti pošiljamo naokrog, vedno, kadar najdemo kakšen zelo atraktiven razpis. Tukaj pa se zdaj lotim malo bolj podrobnogled, bom vzela, kako izgledajo same prijavnice. Kaskadni razpisi so majčkeno drugačni kot Interreg razpisi ali pa razni razpisi. V glavnem se razlikuje po količini podatkov, ki jih morate posredovati. Tukaj smo videli v večji meri, da so bile prijavnice med 4 do 10, mogoče 12 strani dolge, tako da je precej lažja priprava, medtem ko da dobite mogoče občutek, večina prijav, ki jih moramo mi pripravljati, so med 30 do 60 strani in moramo imeti zelo podrobne analize, kadar zaprosimo za finančna sredstva za neke večje mednarodne projekte. Tako da 10-stranska, to zmorete spisati, to gre. Tukaj sem dala pač primer, ki se ponavlja skozi večino kaskadnih razpisov. Razdeljeni so v 3 segmente, v excellence, impact pa implementation. V področju excellence moramo ponavadi predstaviti problem, ki ga naslavljamo, kakšni so cilji našega eksperimenta, prototipiranja ali razvoja, ter kakšno je že naše trenutno znanstveno-tehnološko znanje. V impactu, kako bo ta projekt vplival na nas, kako bo vplival na kakšnega drugega partnerja, ki ga imamo vključenega v samo prijavnico oziroma sam projekt, kakšen je naš načrt za komuniciranje, za razširjanje rezultatov, ter če so kakšne predvideni cross-border, torej čezmejna sodelovanja. In na koncu v samem implementacijskem delu se predstavi zelo konkretno work plan, torej kako se bomo lotili našega projekta, razdelimo ga v work package, smiselno ga razdelimo v delovne pakete oziroma work package, torej da definiramo ponavadi najprej neko analizo, sam razvoj, potem testiranje, mogoče 2, 3 ali 3 iteracije prototipiranja in na koncu še zaključek projekta, predstavitev samih rezultatov, tako čisto odvisno od samega projekta, kje moramo, če to zahteva, a zahteva tudi samo diseminacijo, komunikacijo in tako naprej. Majčkeno skačem, mislim, da sem si pomišala slide. Zdaj za časovnico, torej kako se lotimo samega pisanja prijave. Ena stvar, ki bi mogoče izpostavila, je, da premislite, kdo v vaši ekipi je najbolj vešč pisanja tekstov. To se sliši mogoče hecno, ampak nam se je izkazalo, da se premalokrat angažirajo marketingaši iz ekipe, v resnici pa so ful dobri v pisanju vsebin. In v lanskem letu smo imeli primer, ko so nam startupi prinesli tip-top spisane prijavnice in kadar sem preverjala, kdo pa je to prvo pisal, ker sem videla, da to niso pisali developerji, ampak so to pisali njihovi marketingaši. Tako da dejansko to zna biti mogoče za vas smiselno. V večji meri pravzaprav želimo, da učimo naše podjetje, da se pogovorijo s celo ekipo, da
da se definira, kdo bo katero vlogo prevzel na posameznem segmentu, če rabite podrobno finančno shemo, lahko vaš finančnik prevzame, če rabite podrobno marketing komunikacijski načrt, da to prevzame oddelek oziroma oseba, ko vodi marketing pri vam, in tako da se čim bolj razporedi med ekipo in da ne ostane to samo na eni osebi. Sploh če ste startup z 3-4 zaposlenimi, je ponavadi pa lažje, če se in pač pisanje prijav ni vaša edina odgovornost oziroma aktivnost, je pač ful boljše, če se razporedite med sabo pa pomagate. Večkrat imam zdaj sloko grlo. Zdaj smiselno, da ko se lotite pisanja prijave, da si pogledate vnaprej, koliko časa imate za to, in si postavite datume za neke skupne sestanke, pregled spisanega, da ne pišete samo v zadnjih 2-3 dneh. Tovrstne prijave ponavadi res niso dobre in dobijo res slabo oceno pri ocenjevanju, in dajte oddati kakšen dan pred končnim datumom prijave. To, kar se je že zgodilo, da je zablokiral sistem in podjetja niso mogla potem oddati pravočasno svoje razpisne dokumentacije. Žal tudi evropski, je res kasno začel nagajati. Če oddate prijavo že en dan prej, se da še vedno v morebitnih popravkih naložiti potem še novo verzijo pred končno uro oddaje, kar je pa zmeraj boljše, kot pa da slučajno čisto nič ne naložite na portal, pol vam pa 2 uri pred zaključkom oddaje zablokira platforma in ne morete ničesar oddati. To pa res stran izgubljen čas, ampak tega ni toliko malo. Vsako leto se s čim takim soočamo. Smo že tudi reševali situacijo, ko smo klicali druge partnerje v Italijo, če lahko kako odprejo, odobrijo prijavo, ki je naš partner naložil na platformo, ni pa kliknil oddaj. Ampak tega se seveda ne da žal več popraviti. Čakaj samo. Jaz moram res se majčkeno odkašljati, ker me tole pa se tako. Opravičujem, preveč govorim. Tako da če ima mogoče kdo še vmes kakšno vprašanje, kar povejte. Jaz malo manj govorila, pa bom pa me ne bo tako matralo. Pravzaprav sem hotela pokazati zdajle še tukaj grem skozi posamezna poglavja, pa sem hotela pravzaprav bolj izpostaviti samo torej ta grafičen, vizualen aspekt samih prijavnic in vidite to zelo veliko, precejšnjo razliko med prijavo A pa prijavo B. In lahko ugibate, katera je dobila finančna sredstva, ker tudi na drugi strani sami evalvatorji, ki bojo brali vaše prijave, morajo razumeti, kaj želite pač povedati, in opažamo, da se še vedno čisto premalo uporabljajo infografike, barve, poudarki, da bi dejansko bolj logično razložili vašo idejo in vaš produkt, projekt, karkoli samemu evalvatorju, ne. Ker bolj
Ko je včeraj prijava predstavljena tudi sama prijava, verjamem, da bojo si bolj zapomnili, kaj ste pisali, o čem ste pisali, zakaj ste pisali in bo a priori boste boljšo oceno dobili. Tako da tle res polagamo na srce, da se to prej že lotite, da imate čas pol tudi te zadeve oblikovati. Torej, glavje Excellence smo že prej povedali, da gre za predstavitev predstavitev tehnološkega stanja oziroma vašega znanja ter kaj želite razviti. Potem v Impactu morate prikazati vpliv, ki ga bo imel vaš projekt, kako bo vplival na okolje, na družbo, politike in tako naprej. To smo tudi malo prikazali, kako se razume posamezen segment, torej kaj je komunikacija, je torej tekom trajanja projekta razširjanje, gre še rahlo čez fazo projekta in izkoriščanje rezultatov še precej dlje časa po zaključku samega projekta. Vpliv, impact pa je pravzaprav od začetka projekta pa še pol za njim. To je ena taka shema, ki vam bo prav prišla tudi kasneje, ko te rabite to komunicirati, da si boste znali predstavljati, kaj pod določeno besedno zvezo pol tudi opisujete in orišete vašo strategijo. V poglavju Impact morate večkrat naslavljati tudi strategijo za zaščito znanja in intelektualne lastnine, to zdaj pa čisto odvisno od vašega projekta, ali to rabite ali ne. Definitivno morate pa vsaj omeniti, tudi če ni potrebno, pač samo to, da pokažete, da ste razmislili o tem področju. In pa še tretje poglavje, ki je ta work plan, torej, kakor sem že prej omenila, delo se mora razporediti po delovnih paketih, work packagih, aktivnostih in izročkih, to je nek prevod, ki se ga sicer ne držimo najbolj, deliverable. In v tretjem poglavju pokaže strukturo upravljanja samega projekta. Morate prikazati, kako je smiselno razporejeno delo med samimi partnerji, kaj je vaša odgovornost, kaj je odgovornost partnerja, če to tehnološki partner, kaj bo razvil, koliko ljudi bo na tem delalo in kako bo to vplivalo na to, koliko časa bo to trajalo. Ponavadi moramo opisati tudi, torej v tretjem poglavju se tudi opiše sam konzorcij kot celoto, torej vašo ekipo, njihovo ekipo, če ste sedaj prej sodelovali z njimi, kaj lahko, kje se dopolnjujete in smiselno pol tudi razporedite finančna sredstva med vsemi partnerji. Tule imam še en tak primer, ene bolj enostavnejše prijave. Prikazati boste mogli večinoma morate prikazati vaše aktivnosti tudi v Gantu. V takem primeru pol v Excelu narišemo po mesecih, tukaj smo tudi po tednih, zato ker je šlo za dosti kratek projekt. Smo mogli prikazati, kaj se znotraj projekta načrtuje narediti. Prvi mesec smo predvideli strateško planiranje, potem smo razvoj pametnega sistema smo predvideli zdaj v času meseca in pol in potem laboratorijsko validacijo v naslednjem mesecu in pol in na koncu še validacijo na terenu, ki je trajala kar 2 meseca pa še, 2 meseca. Skozi celoten projekt smo predvidevali diseminacijo, torej komuniciranje naših rezultatov preko LinkedInov, preko kakšnih novičnikov in tako naprej. Pod Gantom pa smo se potem tudi spisali, smo se lotili konkretnih opisov delovnih paketov, work packageov, ter tudi razložili, kaj se bo znotraj tega paketa, katere aktivnosti se bojo izvajale, kdo jih bo izvajal, no tukaj sem partnerje skrila, se samo mi vidimo, in kaj dejansko rezultat samo dotičnega paketa, v tem primeru je bil pač akcijski plan za izgradnjo softwarja.
ki je bil čist interni dokument, ki smo si ga samo mi s partnerjem pač podelili, nismo ga rabili nikjer objavljati. To je še en primer granta za en naš malo večji projekt, ker imamo že vse več aktivnosti, samo to, da dobite malo feelinga, če se prvič prijavljate. To. Pa še en zadnjih segmentov, ki bi ga pa vseeno rada ful izpostavila, so pa finančna sredstva, ker se veliko podjetij tle kar dostikrat malo zafrkne. In sicer prvo, kar je lump sum, smo prej povedali, to so pavšalni zneski, za njih kadar projekt predvidi financiranje v obliki lump suma, ne boste rabili popisovati aktivnosti po urah oziroma dnevih in mesecih za vašo ekipo. Boste še vedno mogli dokazati, da ste ta denar porabili, torej neki rezultati morajo biti, torej predvideni rezultati morajo biti, ampak a ste zdaj porabili ful več ali ful manj, pa dejansko ne bo noben podrobno gled vzel. Tako da če dalje več projektov gre v to smer, zato da nam olajša samo poročanje. Zelo pomembno je preverjati, ali gre za koliko procentno financiranje je. V največji meri je 100% za neprofitna ter 67–80% financiranja za profitna podjetja, za profitne organizacije. Tukaj bi izpostavila tole matriko oziroma shemo. Če gre za sofinanciran projekt, se moramo zavedati, da moramo prijaviti 100%, dobili bomo pa budget za 75%. Torej, če je projekt vreden 10.000 ali pa 100.000 evrov, 100.000 evrov, 75.000 evrov bomo dobili od Evropske unije, 25 moramo pa sami založiti. In to ne pomeni, da boste zdaj porabili samo teh 75.000, ampak morate prikazati, da ste tudi ta denar porabili na stroškovnem mestu in ste ga pač zagotavljali iz svojih lastnih virov, ali tudi, če je potreben kredit, ali v večji meri pač iz vaše pridobitne dejavnosti in tako naprej. Smo imeli pred parimi leti težavo, ko se podjetje ni tega tako dobro zavedlo in so seveda prijavili polno cifro, takšno, kot je bila na razpisu, 80.000 evrov, na koncu so pa ugotovili, da niso porabili toliko denarja, kar je pa temu primerno bilo tudi samo financiranje manjše in jim je Evropa na koncu dala samo teh 80%, 80%, malo zakomplicirala. Torej, vi morate porabiti vi morate prikazati še porabo teh 25%, da boste dejansko sploh dobili na koncu 75%. To, kar ste si predvideli kot 75% sofinanciranja, tako hočem povedati. In nujno morate preveriti tudi, ali če so upravičeni samo sredstva zaposlenih, da tudi te zaposlene imate. To je spet en tak projekt, ko se nam je podjetje prijavilo na dosti velik razpis, pa so imeli pa 2 zaposlena in v resnici niso mogli porabiti sredstev, ki so si jih predvideli. Zaradi tega, ker pač niso imeli, predvideli so 10 zaposlenih, a na koncu, ko smo začeli s projektom, so imeli samo 2 redno zaposlena. Torej, študentsko delo pa delo preko pogodb oziroma preko SP-ja pa marsikdaj ni upravičeno za sofinanciranje. To so vse stvari, ki jih morate že vnaprej predvideti, pregledati, da se ne boste Pri finančnih sredstvih se vedno upoštevajo tudi indirektni stroški.
to pa zdaj odvisno posameznih shem predvidijo med 15 do 25% na prijavljene stroške plač. To je zdaj spet odvisno od samega razpisa in pod indirektne stroške se smatrajo najemi pisarn, kakšna torej pisarniški materiali, elektrike, vse to, vsi stroški, ki vam pridejo za kaj je še, General Administration, ja, General Administration stroški in teh ne rabite posebej identificirati, to je pač zraven vključeno v sama sredstva. In morate biti tudi pozorni za zunanje izvajalce, a jih lahko najamete znotraj tega projekta ali ne. Prej sem izpostavljala, ko sem prikazala torej odprte razpise, da pri nekaterih predvidijo stroške zunanjih izvajalcev, pri nekaterih ne. Pri tistem Innovite, na primer, je pravzaprav to zaželjeno, je to prioriteta, da so zunanji izvajalci, a ne. Tako da tukaj je pač odvisno od posameznega razpisa, ker imeli smo pa pred leti določene projekte, kjer je pa bilo omejeno samo na 10-15%, da so lahko podjetja izkoristili za zunanje, vse ostalo so mogli biti pa notranji resursi, torej njihovi zaposleni. Pa bodite pozorni tudi na različne časovnice tranš financiranja. Zdaj znotraj Horizona se veliko projektov financira že se financira vnaprej, torej da okrog 70% dobite že v prvi fazi, v prvem mesecu, dveh, medtem ko vedno pa ostane en določen del še po zaključku samega projekta, no. Vmes smo dobili še vprašanje od Maje. Ja, predstavitev bom delila vsem prijavljenim na mail. Da boste imeli vse linke, vse povezave in predstavljene razpise za pregledati. Majčkeno teorije še sam glede ciljev projektov, da naj bojo jasno predstavljeni, naj imajo smiselne indikatorje, da jih lahko dosežete z izbranimi metodami, da so realistično postavljeni znotraj časovnic stroškov in partnerjev, pa da naj bojo pa časovno ovrednoteni, kdaj jih boste dosegli. In zdaj tukaj lahko tudi izpostavim, da ta vprašanja jaz ponavadi, ko zaključimo s prijavo in jo vnesem v ChatGPT, ga kar vprašam njega za mnenje, ali so cilji jasno predstavljeni, in če ne, da mi da kakšne predloge, kako lahko izboljšam. V tem primeru nam je ChatGPT, ko sem ga prej že najavila, nisem se še pa posebej lotila ga predstavljati, nam lahko izredno pomaga pri samem pisanju prijav. Dostikrat se zapletemo, pademo noter v pripravo dokumentacije in izgubimo rdečo nit, pa nam pa lahko dejansko tukaj chat kot nek external support izredno pomaga pri samem pisanju. Lahko uporabljate dobesedno ta vprašanja, ki so tudi dejansko vprašanja, s katerimi evalvator ocenjuje vašo prijavnico. Tukaj bom delila z vami tudi en članek, na katerem so predstavljeni praktični primeri uporabe ChatGPT-ja. Sama ga uporabljam ponavadi za pomoč pri krajšanju besedil. Če ste že kaj prijavljali, ste opazili, da dostikrat ste omejeni na količino znakov ali pa besed in sami imamo včasih dosti težave smiselno skrajšati besedilo, da bo ustrezalo tej količini znakov, a hkrati še vseeno ohranilo bistvo, sploh če moramo pisati v angleščini, ki ni naš materni jezik, no v tem primeru nam ChatGPT lahko to izredno pomaga. Bi pa izpostavila, da sam chat ima svoj način pisanja, ki ga nekdo, ki ga dosti redno uporablja,
dosti hitro tudi prepoznajo. In malo bojo v naslednjih mesecih, tednih, prišle spet kakšna nova navodila s strani Evropske unije, kako se bojo tudi tovrstne prijave projektov pač čekirala, testirala, mogoče pa celo kakšna bariera postala tukaj, to še ne vemo, to samo predvidevamo. Mi zato tudi veliko uporabljamo Instatext, to je rešitev enega našega lokalnega startupa, ki pomaga besedilo olepšati. Sicer z drugimi besedami, mogoče malo bolj native speakerskimi in manj znebite se tega stila, ki ga uporablja ChatGPT v resnici, no. Tako da tukaj vam ga izredno priporočam, oziroma tudi, če uporabljate kakšen Grammarly in tako podobno, te rešitve vam lahko pomagajo pri samem pisanju. Čakaj, a smo še kak primer, ne. Pa še samo glede chata. Mi smo ga zelo v zadnjem letu izredno veliko uporabljali za definiranje ciljev, za definiranje taskov, da so bili kakšni bolj atraktivni, da smo z njegovo pomočjo lažje poimenovali aktivnosti malo bolj atraktivno poimenovali posamezne aktivnosti ali delovne pakete, da ni bilo vedno tisto, kar smo samo na prvo žogo pomislili. Zelo veliko nam pomaga pri brainstormingu, včasih tudi, kadar ne najdemo, kadar se ne spomnimo sami, kakšen dogodek bi lahko še mogoče splanirali znotraj našega projekta, se pač pomagamo v tem primeru še s chatom. In priporočam ga tudi za uporabo, ko imate prijavnico spisano, da v razpisni dokumentaciji poiščete navodila za ocenjevanje in pol chatu predate, da v chatu definirate funkcijo ekspertnega ocenjevalca evropskih projektnih prijav in mu potem date osnovo, ki ste jo dobili zraven, poleg vaše projektne prijave, po kateri bo pač kasneje evalvator dejansko ocenjeval vašo prijavo, in to osnovo že predate chatu in bo on dejansko s pomočjo teh inputov že analiziral vašo prijavo in vam dal kakšne smiselne popravke. In tak proofreading, bom rekla, nam predstavlja in zato nam lahko najde kakšne pomanjkljivosti, ki jih sami pač med samo pripravo skalimo, nam jih on izpostavi in tudi lahko predlaga smiselne izboljšave. To je to, mislim, da kot čisto zadnje je še, da dostikrat nam prav pride pri samih tovrstnih prijavah še izkazi podpore. Torej, to je čisto odvisno od samega razpisa. Za Interreg nujno potrebujete, za kaskadne razpise pa ni vedno nujno. Gre za neformalna pisma, ki jih lahko podpišemo, na primer mi kot tehnološki park ali pa kakšen ključni deležnik v vašem segmentu, da jih vaša inovacija zanima in da bojo spremljali vaš projekt. To pač dobesedno samo pokaže interes. Na ta način lahko evalvatorjem in Evropi pokažete, da interes je, da v primeru, da boste vi projekt dobili, že imate par ključnih ljudi, ki jih to zanima in lahko se dobijo na ta način neke dodatne točke. Tako da če boste kaj rabili, lahko se tudi na nas obrnete, z veseljem pomagamo, ker tudi mi dostikrat iščemo svoje. To sem samo še enkrat povzela vse, kar sem že prej povedala.
da razpis dajte čim večkrat prebrati, da se jasno seznanite z njim. Svoje ideje morate prodati že v prvem odstavku. Torej, karkoli boste vi razvijali, mora biti jasno v sami prijavnici v prvem odstavku, ne pol vmes na enem 5. listu. Zato ne nazadnje evalvator je človek, bralec in ali vas bo imel rad, ali bo to spremljal in smotrno oceno, v resnici imate samo prvo stran, da ga prepričate. Pol bo sam še detajle pogledal, ampak da bo sploh verjel, da to, kar razvijete, je zanimivo, je atraktivno, ga morate že pa na prvi strani prepričati. Uporabljate sloge, segmente, tako smo si še prej pogovarjali. Dodajte kakšen segment o evropskem pogledu na problem in aktualno stanje, ki ga naslavljate. Uporabljajte besedišče razpisa. Torej, če v razpisu najavljajo, če se v razpisu izpostavljajo experimentation practices, dajte pol isto besedno zvezo uporabljati, ne spreminjajte v experimentation solutions. Tako zdaj dam tudi tak malo banalen primer, ampak res kar isto copy-paste besednih zvez uporabljajte, kadar boste opisovali vaše aktivnosti, rezultate in tako naprej. Pa kritične točke ali težje razumljive procese prikažite v tabeli, grafiki, ilustraciji, ker bo veliko bolj razumljiva in se bojo tudi lažje bolj zapomnili. To pa to. Če ste še z mano, če ima še kdo kakšno vprašanje, drugače Tanja bo tole zelo zaključila, po mojem. Smo zaključili, ima kdo še kakšno vprašanje? Mislim, da ne. Jaz bi samo še poudarila, da res, če se bi na katerega od teh razpisov prijavljali že zdaj ali pa v naslednjih tednih, mesecih, se nam javite, pa v okviru Digisija pač vam lahko nudimo tudi podporo pri pripravi same dokumentacije. Nič, potem je pa to. Okej. Ampak pa lep pozdrav tudi z naše strani, lepo je bilo družiti se z vami 4 urce. Tako da se pa javimo, pa pošljemo v bistvu vsa gradiva tudi na vaše maile. Če so kakršnekoli vprašanja, bodo noter tudi kontakti, tako da nas vedno lahko kontaktirate kadarkoli. Hvala. Super. Hvala, adijo. Videnje.